Lepo pozdravljeni v novi tematiki, sem Andreja Novak, dobrodošli na moj kanal, poklikajte se, da dobite obvestilo, kdaj kaj novega objavimo. Danes govorimo o stresu oziroma o tem, kako premagati, preobraziti tisti stres, ki ni potreben in ga ustvarja okolica oziroma sistemi z nalašč, načrtno, da smo mi skozi ves čas v preživetvenem modu. Se pravi, vi redno poskrbite, da imajo vaši telefoni, naprave polne baterije. Naše baterije se z stresom najhitreje praznijo, zato veliko ljudi hodi okoli brez energije, na pol z rdečo lučko in na pol s praznimi res baterijami. Na pol živijo, na pol hrepenijo po tem, da bi bilo drugače, a ne spremenijo nič za to, da bi bilo drugače. Tako da stres je zares odziv telesa na situacije v okolici, na notranje doživljanje in vse, kar mi lahko in moramo narediti v tej situaciji, kjer je se človeštvo znašlo, je, da spremenimo odnos do zunanjega stresa in ustvarimo v sebi, v svojem življenju drugačne temelje. Biološko je stres zares aktivacija živčnega sistema, ki je včasih koristen. Dobiš kar naenkrat en impuls za beg ali za pozornost, to je na energijskih nivojih našega Plutona, podzavestne energije. Ker pa sistemi vedo, izkoriščajo to naše dojemanje sveta, seveda je ta pretiran instinkt za preživetje ves čas napaden. In zato si moramo narediti meje, zato je tudi tam, kjer ljudje niso tako, rekla, v napredni civilizaciji, imajo manj stresa, manj bolezni, manj v bistvu odvisnosti od tega, da si nekje sprejet, voden in podobno. V manj obljudenih, civiliziranih državah živijo bolje, tako da če pogledamo severnejše dežele, kjer imajo ves napredek in gredo južneje, bolj v bistvu kvaliteta življenja narašča, s tem, da se zmanjšuje seveda ta bruto prihodek oziroma te merljive vrednostni sistemi se manjšajo, veča pa se kvaliteta življenja, tudi kvaliteta časa, prehrane in podobno. Zato je treba razmisliti, kaj si želite, oziroma v prejšnjem videu sem govorila o viziji, v vizijo tudi dodajte, kje si želite biti, kje želite sobivati z okolico. No, stres je odziv na okoliške dejavnosti, ko nas energije telesa opozarjajo, da je potrebno nekaj drugače pogledati, pobegniti ali se bojevati. Samo to dvoje je, ko telo se odzove na stres. In tudi vi se odzovete na način, ker pa je povzročitelj stresa sistem, ki ni viden, se bojujete z soljudmi, sodelavci, ne glede kje pač delate, je ta boj v ljudeh postal najmočnejša bitka, ki jo sistemi spodbujajo, ali ste začeli bežati od ljudi, zato ker se ves čas bi želeli bojevati. Psihološko je stres zares občutek pritiska, ogroženosti ali preobremenjenosti. Če imate v glavi ves čas, da ste ogroženi, da vas nekdo napada, kar glede na to, kaj vse novice ta sistem vam prinaša. Jaz se opravičujem, ker sploh ne poznam več besed za te stvari, kajti več kot 20 let že ne gledam televizije, rednih poročil in tega. Pač raziskujem po svoje preko interneta, ampak z temi uradnimi novicami nisem na tekočem, dokler ni nekaj tako, kot je bilo leta 2020. Tako da, kar se tiče te preobremenjenosti, ogroženosti, ni čudno, glede na te novice, ki jih dnevno sprejemate, da se počutite ogrožene, da se počutite pod pritiskom in preobremenjene. Preobremenitev vam že potem vaš začne sodelovati v tem, da vidite, ne morem tega, ne zmorem vsega tega, to pa res iz male, je potem programiran tako, da iz male stvari naredi veliko. To pa res ne morem tako hitro narediti, ali pa recimo majstri iz nečesa, kar se je včasih delalo 3 dni, tole bomo delali 2 tedna, tisto, kar se je delalo 2 tedna, tole bomo delali 3 mesece. V glavnem vse je šlo v take proporce, da zaradi stresa in teh sistemskih pritiskov smo v bistvu tudi ljudje postali
preobčutljivi na ta sistemski del, kar pomeni, da smo nerealni. Nerealni do svojega življenja in do sebe. Sama sem recimo v raziskovanju tega doma, pri sebi, leta nazaj, si izmerila, kako hitro jaz, če sem v optimalnem stanju, pa če je luna v devici, ker takrat bolj jasno in fokusirano čistim dom, sem si izmerila, kako hitro posesam, kako hitro naredim posamezna dela, si to zapisala v zveze, kjer imam za domače opravilo, v smislu, kadar na kurjavo kupimo in podobne stvari, pač imam ene vrste evidenco. No in sem si tja not zapisala, kdaj, koliko je optimalen čas za določeno delo. Kaj to meni koristi? Včasih nič, kar ne pogledam, včasih mi pa koristi, ko začnem s takšno preobremenjenostjo. Ja, zdaj moram še pa to narediti. V bistvu, ja, zdaj moram dati cunje prati. To je 3 minute dela, pol dela pralni stroj, ne, če smo čisti iskreni. Ni to nek takšen del, da če realno razčleniš in odmakneš to preobremenjenost, ki jo sistem spodbuja in da smo skozi v stresu, je v bistvu to delo za 3 minute. 3 minute, da začne in potem par minut, da se razobesi ali da date v sušilca, karkoli. Se pravi, ni to tak big deal. Ampak če iz tega se potem vse to gor nalaga, začne to biti potem hudo obremenilno delo. No in ta seznam meni zelo koristi, kajti s tem sem realna, kako hitro zmorem, ker sem to že naredila, počistiti dom, da sem zadovoljna z njegovo situacijo. In potem se z partnerjem zmenima, glej, to je tok, ti to je 100 in gremo in je še tok hitrej. Zato je pomembno realen pristop na vse, kar morate narediti. Recimo, če mora nekdo narediti članek, ko pišemo za dobro karmo in je to 7000 znakov, to je 2 strani, pa nekako, ja, toliko moram napisati, jaz imam to krat 12, ker je 12 horoskopskih znakov in še uvod, se pravi, in pa rečem, glej, v istem času, ko boš ti naredila en članek za 7000 znakov, jih bom jaz naredila 13. Kje je zdaj preobremenjenost? In jaz se ne čutim preobremenjena, ker sem se tako odločila. Stres je in ta preobremenjenost je odločitev, to je moje delo, tole moram narediti, je pa res, da moraš nekako poznati sebe in situacijo in vedeti, aha, zdajle mi možgani delajo, ta čas moram izkoristiti za pisanje. Ko ti možgani ne delajo v tej smeri, pejte meditirati, delati energijske stvari, delati v vrta, karkoli drugega, kajti ko možgani ne delajo v zapisano besedo, pač ti ga ne moreš uspešno tako hitro narediti. Ampak to je to, ko začneš sebe spoznavati in svoj stres, ki ga moraš veliko doživeti, da potem ga začneš secirati in spreminjati. Sama sem se vpisala v študij za dizajn leta 2008, pa od leta 2009 in 2011, redno hodila v Ljubljano. In samo sebe sem takrat, ker sem to vsak dan mogla iti v Ljubljano, poleg rednega dela, poleg še tega, da zaslužiš za študij, sem sebe spravila do te mere, da sem se skozi nekaj sekirala in spravljala samo sebe v stres. No, takrat sem potem naredila eno tako sestanek same sabo, se dogovorila, da tole ne pelje nikamor, da vožnja je meni relaksacija, ne stres, ne glede, da je v špici, takrat, ko se vsi vozijo, in se zmenila sama sabo določene stvari in ko imaš 10 minut časa, ga ceniš, ga ne sekiraš za stres. No in tako takrat sem potem sama zavestno odločila se, da ta stresni gumb spremenim odnos do časa, do dela in do vsega, kar počnem. In je bilo uspešno. Še od takrat me redko kdaj je zagrabil kakšen takšen stres, kajti se mi zdelo, ok, to je reakcija, je moja odločitev na situacijo, ki je. In zares je tako. No in razlika v stresu, v bistvu stres ni problem, trenuten stres, da se kdaj nekaj zgodi, pa ti odreagiraš, ampak da je kronični stres, da sistemi, hitenje, učinkovitost, uspešnost, da smo za uspešnost naredili nekaj, kar je akutno, kronično, skozi problematično. To ni normalno in to se trudijo politične, te, kaj so že stranke, sistemi želijo, da smo mi skozi nekako alert, kaj je vse hudega in oni bojo to rešili, pridejo drugi in je spet hudega, v glavnem, ves čas se kuhajo kronične
problematične zadeve, da smo mi ves čas v primežu. Zato je treba iz tega izstopiti in vstopi en, drug, tretji in 10. In potem odreagiraš včasih tako, da se umakneš, včasih pa tako, da greš v izvor napadeš. Se pravi tja, kjer to sprožajo. Vse to je legitimno in potrebno. Akutni stres je koristen, včasih rabiš malo stresa, da se zmotiviraš, malo fokusiraš pred izpiti, pred razgovorom za službo. Takrat, če si brez stresa, tudi mi, ko smo imeli oddaje v živo, če si bil brez stresa, takrat, ko ti on odšteva 3, 2, 1, da greš v eter, to nekaj ni bilo v redu. Takrat so bile ponavadi smotane oddaje. Tako da sem se potem zalotila, ta motivacijski stres je potreben, da si takrat buden, zbran, odziven in da gre tako, kot nekako je potrebno, da se spelje. Kronični stres je pa tisti, ki ste vi cota. Vi ste takrat ob kroničnem stresu, ki ga ne znate handlati, se pravi, ne veste, kaj narediti s sabo, je kronični stres, vi ste v bistvu dobesedno ena energija, ki jo meče sem in tja, tesnoba, izgorelost. Izgorelost je ratala moderna, opisuje se v knjigah, vi jo nekako cenite, izgorel sem. Meni se zdi izgorelost samo pokazatelj, da rinete v napačno smer z napačno energijo. Tako da ni to nekaj, kar bi se ful hvalil s tem, ne. Tako da izgorelost je zares pokazatelj, da nekaj počnete narobe, da nima smisla. Da če vi ene stvari delate zase oziroma z dušo, ne boste izgoreli. 100% ne. Ker vas dnevno tisto rehabilitira, dnevno vas napolni zdravilno energijo. Tako da kronični stres je potrebno spremeniti odnos, ne samo do samega stresa, ampak do tega, kar počnete, če ima seveda smisel. Včasih vas, veste, ljudje kot šefi in drugi in sistem peljejo tako, da ste vi ves čas nekako na Ibici, zato da ste lažje vodljivi in to je večinoma, kar se zdaj v človeštvu dogaja. Tako da izstop je, da greš svojo pot, svojo dušno pot, se povezuješ na tak način in igraš po drugih pravilih. Bolj polni z integriteto, bolj polni smisla. Odnos do stresa je torej tisti, ki ga želimo spremeniti. Zapišite si pri sebi, kaj vas spravlja v stres, ali je to pomembno, potrebno. Včasih vas v stres spravijo samo pikrice sodelavcev in vse to, kar vas zares muči, si zapišite na en zvezek, imejte kot zdravilni zvezek za stres in potem odnos do stresa je pomembno, da se zavedate. Odpor do tega, odpor do svojih čustev, da se krive počutite, da vas nekaj moti. To je recimo nekaj, kar je pomembno zavestiti. Recimo, če sem velikrat jezna, včasih izgleda, da brez razloga na koga, se razjezim ali pa čutim jezo ob določeni, že ko pomislim na določeno osebo in sem se z leti naučila, da to pomeni meni čisto preventivno zaznavam nekaj, kar oseba prinaša, da škoduje našemu poslanstvu, našemu skupnemu delu in ko se začnem na to osebo bolj jeziti, kot je normalno, se pravi, nič tajega ni naredila, potem začnem gledati, kaj se dogaja, kaj zares vnaša ta oseba v našo skupnost in potem šele vidiš, da je bila jeza upravičena, ker se je nekaj takšnega dogajalo. Se pravi, da si priznate svoje čustva, ne glede na to, ali so racionalne ali ne, da nimate odpora oziroma da jih ne želite skriti ali pa da ne krivite sebe, kako sem slaba oseba, ta oseba je ful prijazna do mene, jaz imam pa tak odpor do nje. Ene stvari si morate priznati, samo reči, ok, tole čutim in pravico imam do tega, ker ste človek, ki čuti. Potiskanje čustev pod preprogo je problem pri stresu. Perfekcionizem je problem pri stresu in pa stalna kontrola samo sebe, seveda je problem stresa in pa vse to namreč ta potreba potem, da je vse perfektno, vse to vi sami sebi jačate stres. Perfekcionizem je nekaj, kar je v bistvu lahko izhaja iz velike potrebe, iz velike ranljivosti, da se vam zdi, da niste dovolj, ali pa iz napuha, da se vam zdi, da je pač vse tako mora biti perfektno, ker ste vi tako perfektni, da ni prostora za napake. Mi vsi smo ljudje in motiti se je človeško in mi smo vsi do konca življenja smo v delu na sebi.
Ni to delo, bi rekel, to sem vse poklukal in jaz sem zdaj perfekten. Kajti, če se vi tretirate sebe kot popolne, vi se s tem postavite nad druge oziroma izolirate od drugih, ker imate potem eno potrebo to držati pod kontrolo in sami sebe spravljate v totalni stres. Tako da to je potrebno razmisliti, ali je ta stres, ki prihaja ali pa ga doživljate, stres, ki si ga vi ustvarjate s temi zahtevami, da ste popolni, kajti vi z istimi sodbami potem napadate druge, svoje bližnje, otroke, partnerja. Vsi morajo biti popolni, če ne, niso zaželjeni pri vas oziroma vi jih ne odobravate. Verjetno je to izhaja iz vaše družine, kjer ste dobili ta vzorec in ste ga uspešno nadgradili na tem, da vas je verjetno ta pritisk naredil boljše oziroma ste uspešni, ampak smisel pa ni v tem. Se pravi, stres, ki ga vi sebi delate s tem, da hočete biti popolni, vedno vse narediti, čustva potisnete in potem druge ocenjujete na način, da oni niso tega bili pripravljeni narediti, niti niso pač to naredili. Tako da ta odnos do življenja je vam lahko v pogubo, kajti telo potem plača davek. Sprejemanje stresa pa je drug način, ki ga vi lahko sprejmete kot del izkušnje človeka na zemlji. Se pravi, prišli ste to v življenje, nikoli ni noben rekel, da bo samo lagodno in ta stres kot del izkušnje lahko postane zanimiv, drugačen pristop imate potem do vsega, kar se dogaja. Se pravi, opazujete situacijo brez sodb, kajti takrat, ko se nekaj dogaja in smo v stresu, iz ljudi pade ven tisto, kar ni realno, ni pričakovano oziroma ni redna rubrika v ljudeh. V stresu, ko smo pod izrednimi pogoji, ljudje v bistvu pokažejo več šibkih točk kot v vsakdanjem življenju. Tako da jih mi, če gledamo, da je stres kot način življenja oziroma sprejemanje kot del izkušnje, ugotovimo, da v bistvu ni to nič narobe. Vsakič je, ko je eden pod stresom, je bolj hiter ugrizne, hitrej je obremenjen, hitrej napačno razume in če smo do tega razumljivi, sodelujoči, razumemo tudi sebe, da smo kdaj v taki situaciji, se potem stres čudežno razblini. In to je zelo pomembno, če delate v krogu sodelavcev ali v družini, da ko pride otrok domov s prvo enko, da vi ne padete še v večji stres, kajti otrok je v stresu, ampak otrok je dobil enko in on je doživel neuspeh in potem vi še to poduplicirate z kam boš zdaj šel, nobena šola te ne vzela in zaženete še vi paniko in to s tem vi pripravite otroka, da postane totalna žrtev stresa. Če v družini vlada stres, imate probleme, resne. Tako da družina bi mogla biti dogovor, da se stres ne duplicira. Da ko je nekdo nekaj narobe naredil, da ne da imamo pol tihe maše, kaznovanje, kakršnekoli reakcije, ampak da rečemo, jeviga, to se je zgodilo, kaj bomo zdaj? Pardon, ni treba glih preklinjati, ampak pač tako. Tako je in pogledajte situacijo, kaj se je treba naučiti, enkaj je prišla, ker nisi bil to pa to, ok, za drugice ve, prej, kaj še lahko naredimo, kaj lahko vsi skupaj naredimo. V glavnem, način reševanja, da se stvari sprostijo, rešite potem bližnje, da ne zapadejo v alkohol, v droge in podobno, kajti zelo inteligentni ljudje se potem od stresa odmaknejo v sprostitev, tako imenovano navidezno, v razne pač zadeve. Alkohol je v Sloveniji najboljša oblika reševanja stresov. Kaj to prinese? Je problem. Prinese razpad družin, razpad jeter, razpad marsičesa. Tako da stres in obvladovanje v notranjosti, v družinski celici stresa je umetnost, ki ga mora nekdo prevzeti zavestno. Ali je to oče, glava družine, pa ga pa vsi zmerjajo, da jebi veter, ali je to mama, ki reče, ne, se bomo že zmenili, pa je potem preveč označena kot preveč, kako se reče že, preveč
razumevajoča in tako. V glavnem, stres v družini bi moral nekdo ga zavestno spreminjati. Če to sta oba partnerja odrasla, je idealno, da enkrat eden, drugič drug in da je to dogovor, da stresa ne jačate doma. S tem naredite toplo, zdravilno okolje, kjer se bodo vsi počutili sprejete in zaželjene, ker to je tudi smisel družine, a ne. V glavnem, sprejemanje stresa kot del življenjske izkušnje je smiselno, kajti s tem ga zmanjšamo. Zmanjšamo reakcije, zmanjšamo širjenje stresa, ustavimo ga. To je nekaj, kar si lahko, če ste takšen človek, že kar čestitate, da stres v okolici ustavi se pri vas. Enako kot govorice. Pomembno pa je, da ko ustavite stres, da ga ne ustavite na tak način, o tem se nam bomo pogovarjali, pika. Ne, to ni ustavljanje stresa, to je tlačenje čustev pod preprogo in stres prenosi se v fizično notranjost, kjer razžira želodec, jetra, ledvice, povzroča težko dihanje, visok pritisk. Vse to stres naredi, če ga mi potlačimo. Če ga nimate kje izraziti, če nimate prijateljev, da bi rekli, veš, kaj se mi je zgodil, pojma na empir, to je zdaj prispodoba, ni nagovarjanje alkoholu. V glavnem, če nimate nekoga, da bi lahko stresno situacijo podebatirali, imate že kar problem. Zato, ker to je osnova življenja, da imate nekoga, ali partnerja, ali odraslega prijatelja. Vaši otroci niso dolžni vam pomagati stres reševati. Ker če vi svoje otroke jemljete v to vlogo, jim dajete ogromen občutek krivde, odgovornosti za vaše stanje in preobremenjenost na dolgi rok, ki se bojo lahko izognili tako, da ne bojo želeli družine. To je problem. Starše, sploh če en sam starš, da nista dva, je potem starš lahko enega otroka, ki ga bolj razume, sprejme in njemu razlaga stvari, ki ga spravljajo v stres, in otrok doživi breme. Na kratek in dolgi rok. In to mu spremeni način življenja. 100% garantiram. Tako da kako handlati stresom je, ali lahko se s kom pogovorite, vsekakor ni to smisel, da zatirate čustva, ki potem fizično naredijo težave vam, tudi okolici, ampak da v bistvu si dovolite, da čustva pridejo na plano in potem gredo. Če je to kakšen, lahko trenirate boks ali karkoli, judo, in to naredite skozi borilne veščine, to je najbolj zdravilno. Ob tem še dobite še kaj drugega. In to zmanjša notranji pritisk in hkrati dovolite okolici, da se stres potem spontano ustavi. Se pravi, samo to, da se zavedamo, mi ne zdravimo od stresa, ne ustavljamo ga v okolici, ampak ga zdravimo tako, da spreminjamo svoj odnos do njega in s tem mi postanemo steber, nosilec miru, sproščenosti, in s tem se potem začne dogajati situacija v okolici. Zato vsi radi gredo v tiste kotičke, v tiste gostilne, v tisto družbo, kjer se vsi, ki pridajo, kaj se mi je danes dogajalo, vsi kaj pa, in 3 minute in to se zgodi, vsi se aleržijo, afneguncajo na to temo in še v bistvu karikirajo humor dobro, razmagneti situacijo, ne glede kako je resna, in potem se tam ljudje sprostijo. Zato so bile včasih gostilne tako obiskane in so jih tudi sistemi zdaj naredili tako, da niso več. Zato je potrebno najti si situacijo oziroma okoliščine, družbo, kjer boste vi ta stres lahko razmagnetili. Ali kak šport, karkoli, kjer imate dobro družbo, da se lahko sprosti. Vzroki za stres so nekje v nas globlja plast, v družbi, velikokrat seveda so zunanje okoliščine, velikokrat so notranje, kajti če gledamo, mi izhajamo iz civilizacije, naši predniki so doživeli
Drugo svetovno vojno in še prej prvo svetovno vojno, pomankanje, strah, stres, vmes so hoteli zakuhati še to železno vojno, vse žive vojne, ledeno, v glavnem vse skupaj je ves čas strašenje in od znotraj se dogajajo potem spremembe v ljudeh, da se odzivajo previdno na situacije, potiho in s tem se spreminja družba. To je zelo, zelo voden proces iz strani sistemov, ampak človeštvo bi skozi družinske spremembe lahko naredilo zdravljenje skozi familije. To je nujno, kajti notranji pritiski so najhujši spričakovani do sebe. Nihče vas ne more tako obsojati, kot vi lahko obsodite sebe, da morate biti popolni, perfektni, ne smete zamuditi. Cela Slovenija zamuja, ceste so nesplužene, vi pa edini ne smete zamuditi, ob tem, da so vsi prišli 2 ure kasneje. Bičanje sebe da morate vi edini biti popolni, je nekaj, kar je pomembno pogledati v sebi, da pogledate zakaj. Ali vi tudi druge obsojate, če ne naredijo tega tako, in potem pogledate zakaj. V glavnem tak notranji dialog, notranji sestanek, jaz temu rečem sama sabo, je pomemben in znotraj tega se skriva tudi strah pred zavrnitvijo, potreba po kontroli, nepredelane izkušnje, preobremenjen urnik, ko nimate prostora zase in ni variante, da se boljše organizirate, kajti ste si natrpali urnik na tak način, da ste popolnoma zasedeni z drugimi in potem ni časa, da bi vi premislili, kaj zares je narobe z vami oziroma zakaj ste tako v polnem teku. Včasih prijejo obdobja, ampak se potem potrebno ustaviti in reči, ok, kje smo? In si date v urnik čas zase, dan zase, zato je magični planer tako koristen in vam pomaga ta izvenredne dogodivščine, ki ga življenje prinaša, spremeniti v resnično dogodivščino življenja, kjer vi živite. Da niste samo vodeni na daljinca od družinskih članov, od okolice, od službe, od šefov, od banke, od vsega živega, kar je potrebno. Ampak da imate občutek, da živite zato, ker imate vi pod kontrolo načrtovanja oziroma imate doživljanje sebe tudi v tistih dneh, ki si jih vzamete zase. In tiste dni svetujem vedno, da nimate zraven telefona, Wi-Fi-ja in da ne poslikate vsega in ne date na Facebook, kajti to je najhitrejši način, kako izgubiti energijo. Da objavite, kje ste in kaj počnete. In to je kot na železniški, vas pregledajo ljudje in posrkajo na kakršenkoli, to se zgodi skozi te naprave. Se pravi, drugačen notranji dialog s samega sabo glede svojega življenja in boljša organiziranost, da pomislite tudi na pozitivne stvari, na čas zase, v smislu dneva, meseca, ure na dan, karkoli. In v tistem času počnete, kar si vi želite zase početi. Zdravljenje stresa je lahko fizično, to si zelo želim, da bi enkrat se natrenirala do te mere, da kot si pod stresom se obuješ in greš laufati ali pa plavati ali pa nekaj početi, kar je zelo koristno, ne samo za stres, ampak tudi za telo. To so nekateri ljudi, jaz vas občudujem, kajti sama imam drug način, meditacijski, res moram prešaltati na fizični, kajti telo je potem pripravljeno na več, ne fizično telo. Tako da dihanje se potem upočasni in skozi dihanje vi kakršenkoli stres, če se začnete zavedati dihanja, je že prvi korak, da se telo umiri, spusti se pritisk. Gibanje, bilo kakšen šport, da greste in ta fizični stres, to sem v študentu, ko sem živela, sem to počela, kajti ni bilo mesta za meditacijo, sem se samo obula in si šel na daljše, dolge sprehode. Gibanje, se pravi dihanje, dihalne vaje, spanje, to nam je najhitrejši odmik od stresa. Tisti, ki lahko kljub stresu zaspite, to je bistvo fizičnega stresa, to pomeni, da imate še vse zelo koristno dober. Kajti veliko ljudi zaradi stresa ne more spati in če lahko zaspite, kljub stresu je to, negujte in bodite hvaležni za to. In pa stik z naravo, narava naredi določeno energijsko spremembo v našem eteričnem telesu, tako da
Telesno zdravljenje stresa gre skozi eteričnost, skozi šport, skozi dihanje in tudi spanje. Fizično telo mora imeti signal varno je. In to je, da se nekam skrijete oziroma da ste nekje pomirjeni v telesu, s tem se začne potem stabilnost graditi. Mentalno zdravljenje telesa oziroma stresa je pomembno, kajti na ta način se vi začnete zavedati svojih teh loopingov v glavi, negativnih vzorcev, negativnega obsojanja samega sebe, ki vas spravlja v stres, kajti če vas vsi sodijo, le kako hodi, le kaj je oblečen, le kaj to, če tega nimate v sebi ali pa ste pomirjeni s sabo, kar ste, vi teh sod ne boste ponotranili in se vas ne bodo spravili v stres. Stres, kaj bomo danes oblekli, je meni najbolj smešen stres od nekdaj, kajti tega nimam in če se mi zgodi, da to se začnem spraševati, si grem najprej zunanjo auro očistiti, kajti to pomeni, da nisem v svojih energijah. Kajti nekatere stvari so nad smislom. No in mentalno je pomembno prepoznavanje miselnih vzorcev, ki vas vodijo v stres. Joj, spet bom zamudila, pa ste še doma, vse je v redu, nič ni, ampak ko vi začnete sami sebe nagovarjati v stresno situacijo, to je vzorec, ki ga morate ozavestiti in prenehati. Preoblikovati to iz ne zmorem tega, ne bom si zapomnila, ne vem. Meni je problem sodelovati s takimi ljudmi, kajti to potrebujejo v bistvu vzgojitelja, ne sodelavca. Jaz tega ne zmorem, ne morem sprejeti odgovornosti. Če bi imela firmo, jaz bi take ljudi takoj odpustila. Mi je žal mi je za to, ampak to je vodenje v občutek žrtve, jaz sem teh bogi, ukvarjajte se z mano. Hkrati si stres nabijate, da res postajate ubogi, brez moči in nekdo drug bo mogel ne samo narediti vaše delo, ampak tudi vas pomiriti, da ne boste tako preobremenjeni in da ne boste prijavili nekoga za mobbing. Se pravi, ampak glorificiranje teh situacij v službah in v sistemu je ta problem. Zato sem tudi menjala toliko služb in potem pristala na svojem, kajti vsako delo, ki ga vi ne znate, je pomembno, da vprašate, da razumete, kaj je potrebno narediti, potem je pa vaš izziv, da naredite oziroma izboljšate situacijo. Pregovarjanje o tem je čisti nesmisel. No in to je mentalno raziskovanje samega sebe, ko je pomembno, da vi to odkrijete. Sama sem naredila en webinar, deklaracija, afirmacije na to temo, oziroma ne samo na to temo. Tam je vse žive teme sem pokrila, tisto, če ga imate, preglejte ga, smiselnje, pa tudi deklaracije v magičnem planerju so pri tem pomembne, da se tedensko usmerjate. Te deklaracije, magični planer je idealen, ker vas iz teh stresnih situacij preoblikuje v način sodelovanja s sabo na dober način. Da začnete potem lahko sodelovati z višjimi energijami. Čustveno zdravljenje stresa je pomembno, da si dovolite čutiti ta čustva, da jih ne tlačite, hkrati si jih pa dovolite prepoznati in potem zaustaviti. Vsakič, ko je stres ali pa strah, dajte mu 3 minute. O tem govorim na enem blogu na svoji strani, andrejanovak.si, in govorim prav o tem, da ko vi date prostor svojemu čustvu, strahovom, karkoli, 3 minute je tista meja, da si dovolite to čutiti, potem prekinete in greste dalje. Kajti, če čutite dlje, več časa, bodo se vsa ta energijska čustva iz okolice prisesala na vas in vas ne bo manj strah, ampak čedalje več. Zato je to čustveno pomembno obvladovati svoje čustva, hkrati pa jih ne zatirati. Kar je tak balans, ki si ga tehnice nekako moramo naučiti, kajti slej ko prej smo v takšnih situacijah, tako kot drugi, ampak mi se potem naučimo to balansirati. Se pravi, 3 minute čustvo, kako se počuti, dovolite, da zaznate, potem zaustavite, se odločite za naprej in greste naprej v izkušnjo življenja plus. Izražanje čustev je pomembno, če nimate nikogar, da bi vas brez sodb ali pa brez da vam še doda stres poslušal, pišite, napišite pismo duši, ne vem kjermu vragu, komorkoli hočete, komorkoli bi ga nagovarjali. Napišite Bogu, kako ni pošten do tega in tega, karkoli vam povzroča stres,
pišite. Pišite pisma, lahko jih potem zažgete, karkoli, oddajte jih vesolju, to je najboljše z ognjem, ampak pišite zato, da se to zlije v materialno sfero in se transformira. Učenje svojega, v bistvu, ne kontrole, ampak regulacije svojih čustev je pomembno, da si dovolite jih začutiti in ne reagirati in jih vršiti ven. Kajti problem čustvenega stresa je, da če je nekdo takšen, ki močno čuti stres ali pa paniko, in potem ta človek lahko v bistvu celo ekipo okuži z pretiranim stresom, premalo funkcionalnostjo, to ugasne kreativnost, sodelovanje in vse. Tako da, ko vi odreagirate v stres, z stresom je pomembno, da čutite čustvo, ki ga zaznavate, da to ni stres, ampak je vaša panika, da boste zavrnjeni, da se bo pokazalo, da niste opravili svojega dela. Vse sorte se lahko tu noter skrije in pol hočete vi to skriti, da sam padete v paniko in jo širite naprej. To morate ustaviti. Vi ste odgovorni za svoje čustva in če jih širite, je to vaša odgovornost, da jih prenehate, da prepoznate svoje čustvo in se potem odločite za konstruktivno sodelovanje navzven. Če želite seveda biti podprti strani duše, svetlobe in postati svetlobni del življenja. Vedensko, kako pozdraviti stres? Vedensko, da postavite meje, da veste, kdaj ne zmorete več kot to upraviti svoje delo in ko vam ga še hočejo naložiti, rečete, ne zmorem več, tule je meja za danes, jutri ali pa kdaj, ko bom imel kaj frej, javim, ali pa če ne boste do takrat našli drugega, povejte, ampak tule zdaj ne morem. Pošteno, jasno, direktno. Ne biti žrtev in reči, ok, pa se vse popele. Da znate reči ne, v smiselno, da ni to, ne bom, ne, nočem, ne, da ni to neki ko mali otrok, ampak da je to tisti ne, ki ima za sabo organizacijo, smiselno. Da če delate eno delo in recimo, da ste prišli za kreativo, prišli ste za to, pa vam pa dajo, ne vem, računovodske storitve in vi, prosim, pojma nimate v številkah in rečete, se opravičujem, tole jaz ne znam. Ne. Sicer vam vse to dela stres. In tudi za firmo je jasno, da mora potem druge sisteme ubrati, da je jasna in tekoča. Kar se tiče vedenskega tega, da rečete ne, moram povedati, da mladi nimate s tem težav. Mlajše generacije, ne vem, koliko je letnik, ampak vam se zdi reči ne, tako kot recimo nekdo star 50 in več let bo rekel ne, ko bo res gorela voda. Tisti, ki prihajate šele v novo, ko iščete prve službe in v štartu rečete na vse ne znam, morate se zavedati, da se morate učiti in razvijati svoje delovne sposobnosti in vsakič, da rečete ne, in seveda pol bo rekla, ok, popet pa kam drugam. Sem toliko da ne boste, veste, ker nekateri slišijo samo tisto, kar želijo slišati, zato taki umestni medmeti oziroma zato rada pojasnim določene situacije. Reči ne za voljo ega ali tega, ker se vam ne ljub, nima smisla. To je ohranjanje komfortne cone, to ni stresno kao obvladovanje stresa in sledenje svojemu poslanstvu. Ok, samo to, da je čisto. Zmanjšanje preobremenjenosti, odnos do tega, kar morate delati, odnos do tega, koliko je vaša meja. Recimo, najboljše je mejo odkriti tako, da jo razširite in veliko delate nečesa, česar mislite. Recimo, če nekdo misli, da je, ne vem, 5 zložiti klafto drv na dan veliko, jih pol ne zloži 10, pa bo videl, koliko je res velik, ne. Vsaka stvar ima, veste, mi širimo svoje meje, ne da bi hoteli postati res, da nas izkorišča, ampak da sam sebi dokažeš določene stvari, koliko zmoreš. In potem sam veš, kje je zdrava meja tistega, kjer so tvoje meje. Kar reči, preden si sploh se razvil, ne, je v bistvu kontraproduktivno. Realna pričakovanja glede sebe in tudi glede drugih, ki ne temeljijo na lenobi. Jaz sama ne vidim, da bi v Sloveniji bil tak stres, dvojni stres je eni, ki pretirano delajo, za tiste, ki premalo delajo in potem to je stres v okolici zaradi odnosov, ker so tisti, ki preveč delajo, jezni na tiste, ki premalo, oni, ki premalo znajo reči ne,
in tako pač v glavnem ena zmešnjava je glede tega po službah in to je glavni problem za slabo počutje v službah, 100%, garantiram. Takšna prerasporeditev notranjega kompasa, kaj je res problematično oziroma koliko je veliko dela. Eni vidijo malo dela za veliko in obratno. Glavni, da nam zakomplicirala, to se morate sami vprašati, ali so to moje meje zmogljivosti, ali delam preveč in drugi premalo in potem se o tem pogovoriti. To je edini način. Ali potem menjati službo. Sprostitev je naslednji korak, ki je pomemben, ampak ne sprostitev kot lenarjenje in vsi čakate potem dopust, kjer najprej zbolite, ampak sprostitev kot način bivanja. Ko stres pregnetete, vidite svoje čustve, mentalno, vedenjske spremembe, vse to pregledate, je potem rešitev v tem, da začnete bivati, da je sproščen način bivanja v vsem, kar počnete, sočasno bivate. Se pravi, en del tukaj ključ je meditacija, en del zavedanja imate v sebi, drug del deluje. In notranji občutek varnosti brez potrebe po kontroli je ključ do tega sproščenega bivanja. In kdaj vam to ne uspe, če stalno razmišljate, če skozi analizirate, kaj je narobe pri sebi, pri drugih, če vas je strah napak, če se vam zdi, da morate biti popolni in pa kako to čim hitreje speljati v svoje življenje, da ste prisotni, zbrani v sebi, tukaj in zdaj, da ne razmišljate o nečem, kar bo čez pol ure, ampak o tem, kar sedaj se dogaja, da zaupate sebi in potem drugim, da v tem procesu, kar ustvarjate skupaj, date maksimalno in pa sprejemanje nepopolnosti sebe in drugih, kajti s tem potem pustite odprta vrata, da čustva o vsaki napaki ne skočijo ven. Se pravi, ne vsakega podrobno gledati prav tako sebe. Sprostite se, to ne pomeni, da postanete tovornjak napak, ampak da v bistvu ste sproščeni do tega, da nihče ni popoln. Tudi tisti, ki misli, da je, tudi tisti, ki se dela, da je. Tisti je samo bolj pod stresom in z notranjim občutkom samokontrole. Prehod v spontanost gre na različne korake, to je poleti vam gre boljše in potem se komaj na jesen skupaj spravite, zato je poletje idealen čas, da se vi skozi to poletni čas učite spontanosti in hkrati ne zapustite čisto svoje tiste smiselne stvari. Spontanost je nasprotje pretirani kontroli, spontano pomeni, da recimo imate plan iti na izlet in eden naredi celo turo in pol je tam zastoj in greste nekam drugam. In spustite tiste načrte, kjer bi čakali 7 ur v vrsti za ne vem kaj, greste nekam drugam in namesto, da greste ne vem kaj vse pogledati, greste pogledati nekaj drugega, kar vam življenje želi pokazati. To je meni najboljši način življenja, kajti veliko bolj je zabavn, veliko več časa za življenje imate, kot da se držite togih načrtov, ki vam jih jasno usoda kaže, da tja ne rin, ko je gužva. Tako da ta spontan način poleti vam lahko pomaga potem tudi na jesen, da prijete v bolj resne vode, spontani, bolj sproščeni, da bolj se učite občutiti in manj razmišljati, občutiti ne čustva, ampak situacijo, zbranost, sedanjost in imate manj planiranja in več odzivanja na situacijo, kar morate vsi, ki imate svoje posle, ste biti odzivni, ni dosti planiranja, morate biti odzivni iz tukaj in zdaj in pa perfekcionizem nekako ugotovite, da je brezvezen in se začnete več v bistvu bolj spontano kot igrati v življenju. Uspešni, če želite biti uspešni in sproščeni, je igra del življenja, ampak ne igra kot, da se igračkate z drugimi, ampak igra kot način kreiranja skozi zanimivo dogajanje. Ovire, ki jih je na tej poti, so take tipično slovenske, kaj bodo drugi si mislili, potreba po popolnem rezultatu, če rezultat varira 5% katastrofa, da ste rigidni do sebe, do okolice in dobro je kdaj imeti dan brez načrta, dobro je imeti izlet brez načrta, da greste nekam in
da si dovolite slediti trenutnemu nagibu. Sama sem brala, takrat v tistih časih je bila zelo popularna celestinska prerokba, Šambala in James Redfield zelo govori o tem, da greš, kamor te pot vodi, in potem sem sama trenirala to in sem se vozila in gledala, kje se mi pot sveti, in so bile, takrat ni bilo ne Garminov, niti telefonov, da bi te potem nazaj pripeljal, tako da so bile zanimive izkušnje in res pestro dogajanje. Tako da dobro je včasih imeti, da vas nekako duša, veselje ali karkoli pelje, da potem bolj notranje registre začnete zaznavati. S to elektroniko ste čisto preobremenjeni tudi na tem nivoju in se ta jasnovidnost, ne spontanost, ne širi, ne razvija tako, kot bi se lahko, in to je potem vam pač naredi življenje dolgočasno. In stresno seveda, če vam elektronika crkne pa sploh. Se pravi, ne misli, da bomo odstranili stres, ni takšne energije, ki bi to lahko kar ključ obrnila in da bi stres zginil, ampak naš odnos do tega, in včasih je potrebno se odpreti ideji, kako rešiti nekaj, kar takrat ne gre. Zato sem jaz za gotovino, zato sem za stvari, ki nas ohranjajo v moči. Kajti če je vse na kartici in tisto ne deluje, ste vi odvisni. Ker v enem momentu niste več svobodni, kar je nujno, da se zavedate, da je to potem pa največji stres. Tako da ohranite stik s svojo spontanostjo, ohranite vse, kar vas dela močne, sodelujte z drugimi na način, da jim ne pospešujete stresa in da ste iskreni v tem, kar mislite, govorite in delate. To meditacija je najboljša rešitev in pa potem spontano sproščeno življenje s prisotnostjo. 30-dnevni meditacijski izziv je tako idealen za stik z dušo in tudi takrat se potem vam naredijo te mišice, ki se znajo potem sprožiti takrat, ko je kritično stanje in vi imate rešitve. To je moj 30 dni meditacij, 15 minut meditacije na dan. Idealno je, da ga 3-krat ponovite. Če ga imate že, pejte v to, pejte še enkrat zato, da se čim več meditacij naredite dnevno oziroma da redno meditirate dnevno, kajti s tem si zgradite to podporno svetlobno energijo, ki vas v času stresa oziroma nepričakovanih situacij potem pride prav, kajti imate dober stik s sabo in svojo intuicijo. Umiri se srčni utrip, živčni sistem, pritisk pade, veliki plusi so pri vsaki meditaciji, tako da če vam vse to se dviguje, če ste nervozni, če se ne znate umiriti, če vam krvni tlak se dviguje, meditacija je tista, ki je za vas prava pot. Imunski sistem se bo preko meditacije okrepil, kajti ko se telo umiri, se neha proizvajati kortizol in telo se regenerira po sami plati, poveča se aktivnost prsnega dela, sploh če meditirate na prostor srca, kar v določenih meditacijah posebnih je. Tudi na YouTubeu preglejte, imamo čustveno meditacijo, mentalno meditacijo, v glavnem zdravilno, v glavnem vse žive meditacije sem dala na YouTube brezplačno, zato da si lahko pomagate za takšne situacije. Boljše ravnovesje se zgodi ob meditaciji in se zgodi ena stabilnost v posameznih telesih, kar vam bo seveda pomagalo in okrepilo kvaliteto življenja. Ščitnica pri grlu je najpomembnejša žleza za čustvene odzive, za psihično maltretiranje samega sebe, in z meditacijo se na grlu se ta ščitnica sprošča, zdravi in odstranjuje se tisti sistemi, ki so vas zadrgnili ob rojstvu, da se niste smeli izraziti ali pa so se vam posmehovali, če ste povedali svojo resnico. To je kar problematičen del. Poglejte si stare videe par mesecev nazaj, mislim, da Marčevski je, ko govori o imunskem sistemu tudi na temo grla. Koristno je. Poglejte in naredite kakšno vajo. Meditacija tudi zmanjšuje stresni signal, se pravi, da nismo toliko senzibilni na zunanje akcije in ne reagiramo tako hitro, in pomaga stabilizirati hormonsko ravnovesje, kar pomeni, da telo potem ne zažene za vsak panike in niste pregoreli, izgoreli. Mimogrede še za ženske,
Jaz ne vem, odkot so vam rekli, oziroma kdaj pride ženska v meno. Moja babica je prišla pri 75 letih in meni se zdi, da ženske pri 40 govorijo, da so prišle v meno, ko prije včasih k nam, meni se zdi pa odkje ste zdaj na to? Mislim, halo, telo je v stiku z naravo, telo je naše. Ne more en sistem reči, da vi prijete v meno. Če pa imate stranske učinke vsega, kar se dogaja po svetu, je pa to zato, ker ste odklopljeni od telesa in telo odklopljeno od narave. Tako da 75 je zdrava meja mene, ok? Če do takrat ne pridete, če do takrat vam uspe telo dobro pripeljati, da je mena pri 75, boste dolgo in srečno živeli, garantiram. Pinealna žleza je žleza v središču glave, o njej velikokrat govorim, meditacije se vedno začnejo s to, kajti pinealna žleza je vstop v našo svetlobno strukturo, zato je pomembno, da jo negujete, zdravite in nekatere vaje sem že v prejšnjih videih vam predala. Vabljeni na Zmenek z dušo, kjer se tam to razvijamo do te mere, da vam potem to postane rutina. Pinealna žleza proizvaja melatonin, hormon spanja, tako da, če slabo spite, več meditirajte. Meditacija dobesedno prikliče polja miru in meni je najljubše spanje, seveda, ker takrat si cel v poljih miru. Posredno izločanje melatonina vpliva seveda na spanje, lahko si pomagate tudi s tem, da jemljete melatonin, ampak to ne nadomesti meditacije. Vstop v svetlobno strukturo je še vedno pomemben. Evo, to je zdaj cela struktura stresa in kako se ga zdravi po nivojih, čustveno, mentalno in tako, in pa po telesu, katere ključne točke so. Stres je pomemben, potreben, da smo živi in da živimo, da nismo otopeli. Antidepresivi ukinejo pinealno žlezo in odzivnost na stres, kar je, zelo ste umirjeni, ampak tudi na pol mrtvi. Tako da meditacija je najboljša rešitev, sprehodi v naravi, brez mobitela. Mobitel vam v sedanjosti, včasih je mobitel pobral 10% energije, sedaj je že tam okoli 50%, kaj šele električni avtomobili, tako da odsvetujemo zelo. Bicikl je vozilo prihodnosti. Hvala vam za pozornost, imejte se lepo, preglejte druge videe, poklikajte se, da se naročite na novo, da dobite obvestilo, kdaj kaj objavimo, in pa vi odločate, kdaj boste v stresu in kdaj ne. Srečno!